Te zanima, kaj z vidika digitalnega marketinga ne deluje več? Zate sva pripravila 4 točke. Dober dan, pozdravljen v novi oddaji Point Out Weekly. V prejšnji oddaji sem gostil enega super gosta, in sicer Alena Faliča, s katerim sva govorila o design thinkingu oziroma o oblikovalskem načinu razmišljanja. To oddajo je v bistvu posnel Zoran in po oddajo smo se malo pogovarjali in je rekel, da je bila super vsebina, tako da mislim, da si moraš to oddajo res pogledati. Danes pa Zoranom govoriva, kaj z vidika spletnega oziroma digitalnega marketinga ne učinkuje več. In pripravila sva ene take 4 ključne zadeve, ki danes ne učinkujejo več, zato pozorno posluši in kar začneva. Dajva začeti, dajva. A kar jaz začnem? Okay. Tako kot je rekel, par točk ima pripravljenih in prva točka je, kar bi želela poudariti, mogoče se ne boš na prvi pogled čist strinjal z nama, ampak vsem poslušaj do konca. In sicer pasice, banneri, prikazni oglasi in tako dalje. Kaj je največja težava danes pri teh klasičnih bannerjih oziroma pasicah? Je to, da smo postali že nekako blind oziroma slepi za oglase. Temu se reče ad blindness, ne? Tako je. Oziroma banner blindness. Banner blindness, pardon, ja. In enostavno vse več raziskav kaže, da ljudje, ko pridejo na spletno stran, kjer so gor oglasi oziroma bannerji, jih enostavno ne opazijo, se zlijejo z okolico. In to seveda predstavlja težavo za oglaševalce. Zaradi tega, ker če uporabnik ne opazi njihovih oglasov, seveda do njega tudi ne pride to oglaševalsko sporočilo, ki ga mi kot oglaševalec želimo sporočati. In naše oglaševanje gre praktično v nič. In ko si omenil, so različne raziskave pokazale, da to ne učinkuje več. Eno raziskavo sva najdla, kjer so zasledila, da je CTR, se pravi, koliko ljudi klikne na ta banner, je samo 0,06%, se pravi, samo 0,06% na 1000 prikazov klikne ljudi na ta oglas. Se pravi, če to prevedem, koliko je to ljudi? Mislim, da nič ne bom falil, če bom rekel 6. Upam, da sem zdaj to pravilno preračunal, če ne bo pa izpisala prav podatek. Tako da ja, to je neizmerno malo. In enostavno, ker je taka poplava različnih oglaševalskih sporočil, včasih smo jih še zaznali, danes pa temu ni več tako. Mogoče, kjer pa da ne bova sam govorila o negativnih plateh, o oglaševanja preko bannerja, da vsem povem, kdaj pa mi, predvsem v agenciji, smo opazili, da pa učinkujejo, pa predvsem, ko prije do remarketinga. Se pravi, ko je uporabnik že bil enkrat na naši spletni strani, si je že ogledal neko vsebino in jo potem zapustil, ne da bi naredil tisto akcijo oziroma dejavnost, katero smo mi od njega želeli, da jo naredi, in ga potem z bannerji določeno časovno obdobje, 7 dni, 14 dni, kolikor pač že določimo v skladu s strategijo, še vedno targetiramo oziroma ciljamo in ga s sporočili, nekimi dodatnimi benefiti, prednostmi, lastnostmi želimo spraviti ali nazaj na spletno stran ali pa na nek prodajno pristajalno stran. In zakaj uporabnik take oglase zazna? Je čisto enostavno, pa če čisto logično pomislimo, zaradi tega, ker je že bil na naši spletni strani, ker je bil že soočen z našo blagovno znamko. In uporabnik, ki je že bil v stiku z nami, je veliko bolj odprt oziroma njegovi čuti so veliko bolj odprti, da nek banner opazi in da ga tako, kot je Zoran zdaj razložil, pripeljemo nazaj na stran ali da opravi nakup ali pa kakršnokoli drugo konverzijo, ki smo si jo zadali. Ok, gremo naprej. Danes vemo, da na večini komunikacijskih kanalov v digitalnem marketingu oziroma digitalu je že precej gneče, bom rekel, je že dost zapolnjeno, zasičeno. Tako, ja. In seveda, če želimo s pravim sporočilom našim priti do uporabnika,
moramo biti tudi zelo dobri v oglasih. Se pravi, kar hočem povedati, je to, da morajo biti oglasi pripravljeni z dobro kreativo, da jih uporabnik tudi opazi. Zakaj to govorim? Ker če smo pred časom, ko zasičenost še ni bila tako zelo visoka, lahko tudi z neko napol dobro kreativo, neko napol narejeno fotografijo še prišli skozi, ker je pač uporabnik opazil, ker zasičenost ni bila taka, je danes to že no-go. Enostavno uporabnik, če ni kreativa prava, če ga ne privabi, če mu ne stopi v oči, če ne pridobi njegove pozornosti, je enostavno ne bo opazil, ne bo kliknil. In za vas, oziroma zate sva pripravila en oziroma dva primera slabega oglasa in en primer dobrega oglasa. In za slab primer smo pripravili en HubSpotov oglas in tukaj bi rada poudarila to, kaj na tem oglasu slabo. Saj zadeve delujejo, ampak to, kar je ravnokar Zoran govoril, slika tukaj ne izstopa. Posneta je v slabi svetlobi, na njej je ena oseba, kar je sicer dober, ker ljudje se povezujemo z drugimi ljudmi, ampak ni ta oseba v ospredju. Hkrati bi pa lahko tudi dal še kakšno dodatno sporočilo na to sliko. Se pravi, najprej je dobra slika, veliko boljš posneta, drugič je pa neko sporočilo oziroma CTA na to sliko in jaz bi v tem primeru naprimer napisal, ne pravim, da bi bilo to najboljš, ker bi bilo te zadeve potrebno testirati, ampak free CRM, to, kar potem v samem tekstu spodaj tudi piše. Zakaj? Zaradi tega, ker se mi zdi, da je to tisti glavni CTA, ki želi za uporabnike, ki bodo kliknili na ta oglas. Zdaj, drugi primer, ki smo pa pripravili, je pa Oberlo oglas, pa mogoče najbolj, da ti razložiš, ker ga ti pripravil. Ja, preden sva to čisto naključno, preden sva začela s to oddajo, sva šla še pogledati, sva rekla, dajva še en primer na hitro poiskati in ko sem scrollal po Facebooku, sem takoj naletel na ta oglas, za katerega pojma nisem imel, zakaj se gre. In če nekako iz kreative, iz slike ne zveš takoj, zakaj se gre pri oglasu, je to, mislim, da zelo problematično in še več. Moj ta dvom v uspešnost tega oglasa oziroma v kvaliteto te kreative so potrdili tudi komentarji. Ko sem šel na Facebooku brati spodaj komentarje, je bilo največ komentarjev ravno na temo, zakaj se sploh gre. Tako da, mislim, da so poleg kreative je bilo najbolj tudi targeting problematičen, ker pojma tudi nimam, kako so v bistvu prišli do mene, da sem jaz sploh ta oglas videl. Tako da nekako se mi zdi, da sploh ne funkcionira nič pri tem oglasu, razen to, da so najbrž veliko denarja vrgli van in zato še vsem dobili določene rezultate oziroma določen engagement na njega. Zdaj pa še primer dobrega oglasa? Še primer dobrega oglasa, ja, teh je pa kar nekaj. Oziroma dobre kreative? Teh je pa kar nekaj. Ja, mogoče, če deva kar od našega naročnika EKVB, verjetno tisti, ki se malo ukvarjate z gamingom, boste vedeli, da gre za produkte, kako se temu že reče, za hlajenje, proces vodno hlajenje, tako procesorjev, grafičnih kartic in tako dalje. In njihov oglas, ki ga boš videl, je v bistvu dober, zato ker vsebuje gumb na sliki. Zakaj je gumb vedno fajn? Zato ker uporabniki radi klikamo na gumbe in če je gumb narisan, glede na to, da je cela slika klikabilna, bom tudi seveda me privabil, da kliknem na tisti gumb. Produkt je takoj na sliki, ključne informacije z imenom, naslovom so in tako dalje. In pa še ta drug primer, mogoče da dava dva, če so dala tudi dva slaba, je pa še naš naročnik, to je pa Ambience. Zakaj je pa ta kreativa dobra? Ker je relativno preprosta, čista, ima ključno sporočilo gor in pa tisto, kar je meni vedno zelo pomembno, je ta message match. Ker je slika, ko kliknem na oglas, zelo podobna temu, ko enkrat pridem na spletno stran. Se pravi, takoj vidim to povezavo, barve so enake, ton je enak, temu, kar rečemo look and feel, je popolnoma enako in vem, da sem kliknil oziroma da sem prišel na ta pravo destinacijo, če lahko rečemo. Se pravi, da ne boste delali več te napake na spletu, je zelo pomembno, da se osredotočite to, da imajo vaši oglasi dobro kreativo. Ok, če nadaljujemo s tretjo točko,
sicer so jo poimenovala v angleščini, bo tudi poskušala prevesti, in sicer gre za interruption marketing kot ena izmed slabih praks, ki se danes še vedno uporablja. Kako bi to prevedla? Mislim, da tukaj nisva ravno dobro to naredila, ampak vsem temu bi rekla midva marketing prekinjanja. In kaj s tem mislila? A veš, ko obiščeš neko spletno stran in na tej spletni strani ti hočeš pride do neke vsebine oziroma začneš brati to vsebino. In potem se ti po parih sekundah tam pojavi en oglas, ali je to v obliki slike, nekega sporočila ali pa celo v obliki videa, ki jaz danes to veliko zasledim in na kakšnih novičarskih portalih, kot je Delo, Dnevnik, Siol.net in tako naprej. In ja, velikokrat kakšno novico želim prebrati, se mi potem tam čez cel ekran pojavi nek oglas in se začne sam playati. In kaj jaz naredim, oziroma kaj ti tudi verjetno narediš? Ja, takoj ga zapreš, zaradi tega, ker ti je ta oglas ti je kradel tvoj čas, oziroma ti si hotel nekaj drugega v tistem trenutku narediti. In v takih primerih tisti, ki oglašujejo, si prej kopljejo jamo, ker ne poskrbijo za sploh dober brand engagement, in pač oglas zapremo in mi gremo naprej brati isto vsebino. Se pravi, sploh si ne ogledamo tega oglasa, drugič nas je pa ta blagovna znamka še malo znervirala pod narekovaji in nam bolj ali manj lahko še slab vtis naredi. Seveda, če je to sporočilo pravo, pa če smo mi dobro potargetirani, nam lahko to je lahko tudi dober, ampak jaz bi rekel, da je to v zelo, zelo malo primerih, ker vsi kaj delamo, ja takoj tisto oglas zapremo. Tako da dajmo se poskušati izogibati tem tako imenovanem interruption marketingu, ker to danes ne pije več vode in treba se je vprašati, kako lahko mi s potrošnikom stopimo drugače v stik. In mislim, da smo to že v ostalih oddajah zelo dobro govorila in na kaj se mi predvsem poskušamo sredotočiti, in to je predvsem neka dodana vrednost. Ampak ne bi šel preveč v to, ker so že res veliko v ostalih oddajah govorila. Ampak ja, kot nasvet, vedno pomislite, na kakšen način oglašujete in se poskušajte izogibati temu tako imenovanemu interruption marketingu. Jaz bi to samo še malenkost razširil, in sicer tudi na razne pop-upe in pa celozaslonske prevzeme, ki jih vidimo ne samo na novičarskih straneh, ampak v končni fazi, kar smo začeli pretiravati tudi sami, tisti, ki se ukvarjamo z digitalnim marketingom na lastnih straneh, vse te pop-upi, ki letijo, pa ko klikneš na nek članek, se ti v bistvu najprej prevzem pokaže, welcome mat, kot temu rečemo v angleščini, z nekim, rečemo, predvsem običajno z pozivom na prijavo na e-mail listo. Kar je ok, pa tudi videli boš ogromen nekih statistik, koliko pa procentov, koliko to učinkuje, in je tudi do neke mere res. Ampak po drugi strani, če dalje več uporabnikom, gre to tudi na živce, po domač povedan, zato ker enostavno ne morejo priti tem, kar je Nejc govoril, do svoje vsebine tisto, kar oni pravzaprav želijo prebrati. In jaz sem prepričan, da uporabnik, ko enkrat prebere tisto, kar ga je zanimalo, ko dobi tisto informacijo, je večja verjetnost, da se bo še kdaj vrnil, pa da bo tudi na koncu tega članka mogoče pustil svoje podatke, če je bila dodana vrednost res velika. In še kar bi na to dodal, tudi Google bo začel oziroma je začel strani, ki imajo pretirano število pop-upov in tako naprej, penalizirati. Jaz bi tle dodal še tudi en primer tega prikazovanja oglasov, in sicer YouTube, ker vsi smo veliko tudi na YouTubu in tam se nam velikrat pojavi pre-roll video, ki ga lahko preskočimo, nekaterih ne moramo, ampak večinoma jih lahko preskočimo po 5 sekundah. In tle bi se rad navezal na prejšnjo drugo točko, kjer je pomembna dobra kreativa. Se pravi, če že prekinjamo, dajmo prekinjati na ta način, da je za uporabnika na nek način tudi po eni strani doživetje, da ni nek template, ker vsak pač išče tisti gumb, da ga čim prej klikne. In najdla sva en primer oglasa, mislim, da gre za Opel Moko, kjer so prilagodili oglas, se pravi video oglas za YouTube omrežje. In kot boste videli, pač temu gumbu se ta Moka, ta avtomobil izogne ali se pa celo vanga zabije. Mislim, da bova tu dala link, pa si ga lahko pol pogledate. In to so potem te
pristopi, katerih se morate držati in hkrati, ki grejo z roko v roki z drugo točko, kjer mora biti kreativa dobra. Ok, greva kar še na, to je zadnja točka, ne? In sicer rada bi še par besed namenila promocijskim e-mail sporočilom. Gre za sporočila, ki jih podjetja pošiljajo seveda svojim uporabnikom na mailing listi in vsebujejo izključno neka promocijska enosmerna sporočila. Tole imamo zdaj na voljo, to lahko kupiš, tukaj so zdaj popusti in tako dalje. Zakaj ta promocijska e-mail sporočila ne delujejo več oziroma ne delujejo tako, kot so včasih, ker enostavno je zasičenost tako velika. Tak pristop uporablja malo morje podjetij in če želimo biti drugačni, če želimo, da uporabnik dejansko bere naša elektronska sporočila, moramo seveda ubrati drugačno taktiko oziroma strategijo. Se najbolj, da poveš en primer, ki si ga zasledil. Ja, pred kratkim sem zasledil en primer, mogoče boš poznal Briana Harrisa. On je pozval svoj community, svojo skupnost, da naredijo screenshot, se pravi sliko svojega zaslona na telefonu in to prelepijo v komentar. In v glavnem, ko je to naredil, mislim, da je bila ideja za to, da vidi oziroma dobi kako idejo za nove aplikacije, ki jih lahko uporabi na svojem telefonu. Ampak kar je bilo meni bolj zanimivo in tudi njemu, je ugotovil, je s tem tudi videl, ker ljudje imamo zelo velikokrat že kar na prvi strani tudi aplikacijo za elektronska sporočila, se pravi nekega odjemalca, ali je to Gmail, karkoli, od Apple odjemalc, karkoli. No, v glavnem in videl je, da ima več kot, mislim, da 360 neprebranih elektronskih sporočil v povprečju, kar je res ogromna številka. In to tudi kaže na to, da enostavno uporabniki so nehali odpirati e-maile, ker je velika večina teh e-mailov, ki jih čez dan dobimo, enostavno promocijsko naravnana, jih ne želimo prebrati, nas ne interesirajo in jih enostavno tudi ne odpiramo. Odpiramo pa tiste, ki jih dobro percepiramo. In to so, tako kot je Zoran omenil, tiste, ki imajo uporabno vsebino, ki nam prinašajo, bralcu, to dodano vrednost. In predvsem na to se moramo kot oglaševalci podjetja, blagovne znamke osredotočiti. Ne na tisto klasično promocijo, ok, zdaj smo pa dobili od tega uporabnika e-mail, zdaj ga bomo pa enkrat na teden, enkrat na mesec, kakorkoli pogosto pošiljata ta sporočila, ok, zdaj bomo pa nekaj spromovirati. Ne gre tako in tako, kot je Zoran zdaj razložil, pač uporabniki ne odpirajo teh e-mailov, velikrat imamo tako na Gmailu, še po starem izgledu, je promotion step noter, kamor tako padejo ta sporočila in mi moramo v tem primeru doseči, da si jih uporabnik celo prenese v svoj glavni inbox na Gmailu. V nekih primerih, če tudi za Gmail rečem, ki je zdaj novo orodje inbox, tam sicer pridejo, ampak se ti tudi razvrstijo pod ne tab, ampak pod rubriko promocij in potem jaz tudi pač tiste, ki se mi res dopadajo, pa ki spremljam, jih odprem. Tiste, ki pa še dobivam, ali se prvič ali sam podkljukam, preberem naslov, pa odkljukam, ga sploh ne odprem, ali se pa, ker je bilo že to pred toliko časa, ker sem se naročil in mi niso nobene dodane vrednosti posredovali, celo odjavim. Tako da res dodana vrednost v teh sporočilih in to bo pripomoglo k tem, da bodo uporabniki potem odprli to sporočilo. Tako da, če ponovim to zadevo, kaj spletnega digitalnega marketinga ne učinkuje več, so to ta promocijska e-mail sporočila. Ok, to je to, kar so pripravili za danes. Če boš imel kakršnokoli nejasnost, boš imel na to, kar so danes povedala, kako vprašanje, se s tem absolutno ne strinjaš ali pa si tudi sam to ugotovil skozi svoje aktivnosti, nama to napiš spodaj v komentar, z veseljem bova odgovorila, se še kaj pogovorila in pa to je to za danes. V naslednji oddaji bova pa govorila o 7 trikih za povečanje interakcij na družbenih omrežjih. Spremljaj najo. Ok, se vidimo, živijo. Čau. Why?